Kako je furat, ne vem, neko zvezo nadaljavo? Težko je. Jaz bi rekla, res komunikacija je ful pomembna, pa to, da ti sploh veš, kaj hočeš, pa kaj rabiš, pa da to poveš, izraziš. Ja, le se držim tega, da če te bo nekdo hotel prevarati, te bo. Grejo k tem izgledu, ne? Ker verjetno izvira vaš, ne, v tem momentu. A ti mene vikaš? Ja, jaz sem tako lahko. Oh moj God, a zdaj vidiš, zakaj rabim botoks? To sem zaradi tega, a si zdaj videla? Tisti dnevi v mesecu. Živjo, evo nas spet nazaj. Nazadnje smo imeli na tem kavču dva fanta. Tako, ja. Danes pa spet v ženski družbi. Kajči, tukaj, kako sem te pogledala. Bi prosim predstavila naši gosti. Ja, seveda, z nami danes, bom rekla, kar tako hot stuff, zelo popularnega resničnostnega šova tudi pri nas, Sanjski moški Hrvaške. Z nami sta zmagovalka, Vanja. Hvala. In pa Maja. Tekmovalka. Zmagovalka za nas, le. Dobrodošli. Hvala. Hvala, ker ste si vzeli čas. Vanja, sploh teb. Jaz moram popraviti spovedati. Folk, ona je tukaj zdaj z nami 10 minut. Ona je tako utrujena. Tako da jaz ful cenim. Res prav hvaležna sem, da si prišla, ker vem, da je 1 000 000 obveznosti. Pa intervjujev. Tako da bomo se potrudili, da ne boš zaspala nam kleče. Pa boš, bo pa to ekskluziva. Poglejte, Vanjo, Ni kako to taka vrsta zmatrenosti, to je bolj psihično in sem budna še bolj, kot bi morala biti. V bistvu takrat, ko bi mogla spati, ne spiš. Ja, sam glava ti pol že... Na 100 koncev hiti. Mogoče te ne boli, ampak uno težko glavo imaš od vsega, se mi zdi. Je to taka Težka utrujenost, prsa in srce. Miška, no. Ja. A to nam bo zdaj kaj povedala, kar še ne vemo? Tako je. Sem si sama štartala, to sploh nismo hotela vprašati. Evo. Jaz čutim, da moraš se izliti. Če se moraš povej. Ne, pač pritisk je, ne, pritisk vsega, no, pritisk medijev. Itak. To je ta neka teža, no. Ki jo nosiš. Ki jo nosim, ja. Upam, da bo zginila, no. A si mislila, da bo tako, preden si šla v to? Ne, nisem si mislila, da bo tako. Ne vem, sicer, kaj sem mislila. Ne razmisliš, dokaj nisi na konc pač. Dokaj ne plavaš v župci noter. Ja, seveda, ja. Tako je, no, ampak zdaj sem tukaj, pa se snalazimo, bi rekel. Ja, Pač treba se. ni druge. Tako da ja. V glavnem, dobrodošla. Ja. Obe dve. Hvala. Vidve sta si drugač ful, če sem jaz prav, ful različni, karakterno, si nista. Mislim, obe smo ful zabavni drugač, tako da to moja. Pa lepi. In dobro, roba se sama hvalim, prav je tako. Ja. Vidite me usta moja, to nismo komentirali. Ampak sigurno smo pa tudi različni. Sva. Ti si zelo odprta, ne, Maja? Ti si mogoče mečkam sramežljiva, vse tako, ker sem, ali ne vem. Ne pozname še. Ne, nisem, glede Pred kamero, sem sam rekla. Se v živo nisi. A ja, tako, da sem sramežljiva. Mogoče. Ali pa mogoče čistko, ona je seksologinja, napisala si knjigo, ne vem, imela si konc koncev OnlyFans, ne vem, še imaš še? No, v tej smeri od tebe pa nismo dobili tazga vibe, lahko pa smo se zmotili. A imaš OnlyFans? Kako me je zdaj? Ja, glede tega. Javno, ne tako, da si v partnerskem odnosu zaprta. Ja. Ne, nasplošno sem mislila, da sem zaprt ti posebej. A ja, ne, nisem. nisem. Ekstrovertna, no. To se ti vidi. No, ja, zato. Ne, glede seksa, no, to me sprašuje. Mislim, če sta si tako, a bi ti javno govorila, tako kot Maja, ki dejansko razlaga, ki proba ljudi naučiti, pokazati neka druga, bi se videla v tem ali? Ne. No, dobro. Mislim, kvaliteta od Vanje je, ona zna nerealno dobro flirtati. Ne vem, če ste to opazili prek kamer, ampak ona je moja inspiracija. Jaz hočem biti taka kot Vanja v flirtanju, majke mi. Evo, še zdaj, ja. Zdaj, stari, Se mi zdi, da imaš neke predispozicije mogoče tudi tako, pa da jih poznaš dobro uporabljati. To sem tudi jaz učimo se in glejmo. Malo gledala, ampak to meni tudi to fascinantno. Jaz gledam kot tela, ki probam flirtati. Jaz moram govoriti. Ja, sej vidiš, exactly, točno, to sem holdre. Kmetica, razumeš? Jaz to delam sprot, kada bi se pogovarjala. Aha, no. Tako komuniciram z ljudmi, no. Aha, si pa kakšen fant že zaljubil, ker nisi hotela, da se je, ker si tako se pogovarjala z njim. Jaz? Zdaj se sekecam, da ne bo spet izpadal, koliko je bilo v prvem bosanskem ostaju. Ja, a to veš, kaj je bilo? Ne. Dala je izjavo, da bi mogoče
pri ženskah nekako Ja, mislim, v bistvu takrat je meni tako bila malo Rijana všeč in pol je tako celi mediji so to napihnali, ne vem kaj iz tega. Mislim, tako je, ne, če si ti zaprt, se je tudi, ne, zdaj lahko še Vanja tukaj pove, ampak če si ti zaprt toliko pa toliko časa, sam ženskam na kupu, samo en moški je tam, ja mislim, vse kaj pa manjka ženskam, so ful lepa, nežna, senzualna bitja in pač mislim. Why not? Ja. Še dobro, da ste zdaj imeli dva. Ja, ni pomaga, ni rabimo več. Nisem bila dosti, zelo še strogenno. Kaj to dela? Je to tako, ker to je res noro. Ko morate izkusiti enkrat. Koliko mesecev ste bili zaprti? 2? Zdaj govorimo o tem zaprti. Mislim, zaprti, odrezani od sveta. Ste pa bili, a ne? Tako izolirani ste pa bili. Koliko časa je trajalo to snemanje? Ja, tam ko lahko rečemo, 2 meseca je. Tam 2 meseca, ja. V Grčiji. Ja, mislim, da lahko. Se sem že parkrat. Mislim, se tisti, ki se včasih ne vidi. Ja, pač po mojem tu lahko, no, to je neka znana informacija. Snemali smo, no. Meni so bili kraji, eni so bili deli, ne, jaz sem bila do konca. So me namučili. Do konca je to. In še zdaj te naprej mučimo. Ja. Zdaj se v bistvu šele tvoja tekma začne nekako, ne? Ne govori tega, no pustijo. Za pravico. Se sem mi rekla, da je lahko prija, da bi mi jaz malo ji pomagala se sprostiti. Ja, tudi zmasirala. Zdaj, če bom se slekla, to še ne vem, ne? Dobro, to ne rabi javnost nič vedeti. Preko majice. Je ti si delala erotične masaže tudi, ne? Ja, sem. Pa še zmeraj izvajaš? Ne. Ne več, ok. Na ženskah ali na tipih? Sorry. Na obe. Ne, v bistvu več ali manj na tipih, no, bom rekla. Aha. Ja. Okay. Ženske so ponovadi še raje k moškim. A ja, ok. Razen, ker sem imela pare, to je bilo pa drugo. Pri parih sem pa tudi ženske masirala. Sorry, to je zdaj čist off topic. Ampak erotične, a je to happy end? Ali? Ja, to je happy end, ja. Ok. Ova, zdaj razmišljaš. Noč ne razmišljam. Še preden, zdaj pač imamo par vprašanj. Larija je pripravila, da ne bomo samo sanska moška, tudi slučajno, ne, ker ste pač 2 punci z nami, pripravila eno igrico. Jaz mislim rada, sem povedala... Za vse nas v bistvu, ne samo za vas, vse se bomo šle. Ok, super. Super. Ja, no, sam povem. Sem še, preden čisto dobro štartamo, oziroma smo že štartale, hvala Vitamin Kliniku, ki ostaja z nami, tako da, če kaj rabite, koda TDM12 še vedno vela. Čakaj, kaj? Ja, čakaj, ti še zmeraj Jaz sem konc. Ti si konc? Jaz sem zaključila. Zdaj sicer, mislim, imam zlikane lase, ne vem, koliko se kaj vidi, ampak saj bomo dali kakšno fotko before after. Se mi zdi, da imaš bolj goste. Ja, zdaj imam zlikane, zdaj mogoče se ne vidi toliko, ampak najbolj se bo videli na fotki se pa ful vidi, tako da. Kaja je drugač ful skeptik in ne mara teh prekrasnih dopolnil in vsega tega in smo jo prepričali, ker pa obožuje svoje lase, da je malo od Vitamin Klinika ta Double Hair pa Nutri Hair Woman, ki pač na gostoto in so jo začeli poganjati ti ta mladi. Pa prišla si kaj do ene dolžine, ker veš, kad nekaterim si do nekje zraste, pa ne gre več, pa se pa lomi pa vseeno. In zdaj imaš Se mi zdi, da smo prišli malo čez. Koliko časa pa jemlješ? To je bilo zdaj 3 3 mesece, pa mogoče mečken več, no, ker smo pol dobili še eno dodatno. Fotke imamo za dokaz. Ja, tako. Bomo lahko dali to noter, da vidimo? Rene, tam kimej? Ja, super, lahko damo. Okay. V glavnem, evo, eno igrico si pripravila, povej zdaj, ajde. Ja, prvo sem hodila iti red flag, green flag, sem pa sem videla, da si se ti to že igrala. Tako da, ja, no, sej, in pol sem, v bistvu mi je moja sodelovka Barbie, ki je bila prej v našem podcastu, rekla, če bi se šle, je 10, ampak, a ste se to že kdaj igrale? He's a fan, but... Ja, mislim, nisem se igrala, poznam pa iz TikToka. No, to se bomo šle. Ampak to je hiter, to je pač... To je hiter, samo začetek, da vas mečko spoznamo. In pol, ne vem, je 8-ka. Gled, tako da se malo sprostimo, pa gremo naprej. Tako, ok, prvo. Je 10, ampak nima smisla za humor. Maja. 5. 5, ok. Za me 0. 0, ok. Ne morem jaz funkcionirati v odnosi, če ni observacije. To je meni preresno, prehiter mi dosadi in lahko sam greva vsak svojo pot. Ja, razumem. Ti? Jaz sem hotela reči 1, ampak se bom pridružila, bravo, 0. Točno to. Ja, jaz bom rekla, ajde 3 mogoče. Odvisno. Pa ja, ne, sej mogoče so še kakšne druge kvalitete, ki štejo, ampak ja, humor je kar pomemben. Tako da vsega imam jaz, mogoče bi ga pol omehčala. Ja, in pa bi mu povedala vic in se ne bi smejal. Ja, to je res bedno, ampak ok. Ok, gremo naprej. Jaz mogoče imam tak specifičen smisel za humor.
Kaj poveš, vic pa se noben ne smeje? Ne, jaz se ne smejim. Aha, A ja, ok. ti se ne smeješ. Tudi jaz sem smejim. Samo te klasični, ki Ne, so vi ponavadi smešni, ne vem, ali Ne, jaz s mojemu tem raku Janeskom se tudi ne. ali pa Ne vem, meni niso nikam. smešni. Sem pa mi je kaj drugega, kar pa nekomu drugemu ni. Tako da pač jaz, da moraš najti nekoga, ki približno se upada ali pa te vsaj tolerira. Ja, mogoče ja. Ok, naprej. Je 10, ampak vedno zamuja. Maja? 8. Ok. Isto 8, kar jaz tudi zamujam. Jaz isto. Bi se po mojem njih najdla napola putano. Ok, bi pa da prišla na konc točno. Ti? 1. Ja, se sem že zadnjič povedala, A ja, če to je kaj res. sovražim Samo prav zamujanje. enko bi dala. Ne morem tega, ne prebavljam Čisto tega. tip in zamuja. Ne. Ampak tvoj Mislim, Klemen javi. zamuja. Vse, če javi, Ja. da zamudi, ni nič narobe. Pač, ker vedno se lahko zgodi, da zamudiš. Ja. Ja. Sam pač ponavadi s tem zamujanjem prideš še pač na javljanje enka. Nema, dalje. A ja, jaz tudi rečem 8. Ja, kaj tudi na prvi dejt zamudil, pa sva še smer skupaj. Ja, jaz tudi rečem 7-8. Ja, dobro, Ja, v redu, Glej me malo tako čitajoče, pač. če sem Okej. stara, pa imam druge kriterije. kot ti. V redu je. Ok, naprej. Je 10, ampak na Instagramu sledi večinoma samo ženskam, oziroma sledi ogromno random hudim babam, ki imajo večinoma fotke, kjer so pomanjkljivo oblečene. To sem se glih danes pogovarjala. Jaz bi rekla, da je to, ja, bi rekla ena trojka. Ker zihar je nekaj narobe s tabo, ne? Ja. Zame je to 0. Ok, v redu. Enka. A si šla kaj pogledat, komu kaj šime sledi? Sem ja. Si šla čez? Ja, sem šla. In? Da nisem neheca. Ni bed, sledi tak punce iz šova. Dobro, itak, ja. Te punce ostale ne poznam, ampak mislim, se mi zdi, da sledi sem tiste, ki poznana iz kraja. Ja. Meni Pa se itak, če te kakšna zmoti, pol to hitro veš, pa je sam tista ena, jih ni še 10 ostalih ponavad. Ja, meni je tudi to dvojka. Doskrat, ko sem pogledala kjero punco, ki me je hotela followati, je bilo ono sledi i ta. Ja. Vedno. In sem tako, ja ti prav sem slediš, ok, v redu je. Tako da dvojka iz moje strani. Ja, jaz sem tudi tam nek tle. Ni mi Lahki so. Sorry. Mislim, kaj pa razmišljaš, če sledi samo na pol nagim, pa samo nekim hod, pa nekim, Ne mislim, razmišlja. Ja. Pač, misliš tle. Ni zrel pač, ni zrel. Tako, ja. Ja. En Ni še dokaz zrel. nezrelosti, Ja. mogoče res. ja, pa ne samo zavesti, tudi bi jaz rekla. Ali pa to je. Ne vem. Tudi, ja. Ok, naprej. Je 10, ampak kadi. Uf, Da je to motalo, težko, da ne? ti naprej. 10, jaz tudi kadim. A ja, ok. Mene tudi ne moti to tok. Ok, ko daš. Tako da 9 pa pol, ajde, ni. Ok, jaz dam Perfekt. Jaz dam 9. Jaz dam Ker je 8. pač tudi Ok. moj kadil. Pa. Maja? Pa jaz dam Da ne kudim. 6, ajde. Aha, te mot. Mislim, če lahko zberam, bi želela, da moj partner ne kadi. Ne vem, meni nikoli ni bilo prijetno, pač tisti jezik po čikih mrzu, a veš, kaj mislim. Vem, ker rečejo, da se ližeš s pepelnikom. Je tako okus. Ampak sej ni, mislim, sem imela partnere, ko so gadili, praktično skoraj vsi. Pa na trenutke pač je bilo kul, ampak tako, če pa čist direkt, veš, takrat po tistem pa mi ni Ja, prijetno. tisti. Okusnik. Ja. Ajde. Ja, ok, naprej. Je 10, ampak je mamin sinček. Vsi pogledi. O, ta je težka, no. A predela, je že predelo ali še ni predelo? Ni predelov. Ja, ni Nula predelo. za me. Je enako. Dobro, mogoče ne glih 0, no. Ker odvisen, v kateri dozi si mamin sinček. Ne. Ker je fajn, da imaš nek odnos z mami. Mislim, ja, odnos z mami valjda, Ja. ampak da je tako, no ja, moja mami pa to najbolj naredi, pa moja mami to. Pa mami je pred partner. Pa ja, tako, če bi mogel rešiti eno iz vode, bi svojo mami ali svojo partnerko bi rekel moja mami. 0, čiste. Ne, Ja, to ja. Sploh ne sprašuj. Ok, dobro, naprej. Na 0. Ok, je 10, ampak spi z nogavicami. Z to mot. 10. 10 pa pol. A res si tudi spiš z nogavicami? Ne, mene pa to moti. Oziroma, Se ni vprašala, če seksa z nogavicami, če spi, če človeka zebe, Ja. spiš štumfi. Pa ti pa ne zebe. Pa je, da je drugače to zdravo, da spiš štumfi. V biohacking knjigi sem prebrala, da je drugače bi smiselno bilo spati štumfi. Sem pa bi mogla tudi Ne, nisem se pamalna, ampak sem to sem. imeti specifične nogavice, ki te ne preveč stisnejo. Sigurno, pa nekaj, ja, to veš, zaradi sigurno. Ja, cirkulacije mogoče, krvi in ja. tako. Ja, ne vem. ma ne vem, meni je to vseeno. Ne vem, meni Kaj pa vam tako, kaj pa vam ne pritegne, mislim? Kaj cringe ali Ma, v bistvu ne cringe, mene moti sam. Ajde, če si zamenjaš tumfe ali pa da ima neke take gladke, v redu, me ne moti. Ampak če pa une svoje prešvicane štumfe gor, pa se uleže. Pa se ne gre v teh čiste. ali pa tudi, če so čisti, pa so že oni čist cufani, me pa moti.
Tako. Ne vem, meni že sama misel, da tip spi z nogavicami je hecna. Ne vem zakaj. Ker se mi zdi, da vsem tipom, kar jih poznam, jim je strašno vroče cel cajt in če bi lahko bi spal brez vsega, zmer še brez kotra. In ne vem, to se bi mi zdelo tako mal. No, koliko? Številka, hitro? A ja, številka, ne vem. Ok. Lahko zamuja, ampak ne sme imeti štufa. Wow. Ja, ne, ljudje ste se različni, kaj. Lahko ni, sem štufe, pa ne. Pa ne. To je najmanjša cena, ko je dala skoraj. Okay. Je 10, ampak vozi res kripo od avta. 10. Ja. 10. 10. Ja, Jaz imam taska doma. Jaz tudi, tako da 10, ok. Nobena ni pleh, pa. Ma ne. Ja. Kako jaz gledam avte? Rdeč, Jaz tudi. Ok, je 10, ampak je toliko star, da bi ti lobil fotor. 10. Ja, veš, če je to RDJ ali pa... Jaz sem tle ful v nefair poziciji, ker pa če sem stara 40 let Ja, in 60-letnik, jaz ne poznam nobenega seksi 60-letnika, ki ne zgleda dedek. Mislim, ne mi reči George Clooney, prosim, usodaj najti katletko nenega normalnega. Kako je pa kavaca? Ja, točno to sem hotela reči. On tudi mora biti lepa. Kar sem hotela povedati, je ful lažji pri 23, 25, Ja, 27, med 45, 43, ki zgledajo hudi tipi in pa če še vedno ista starostna razlika, kot pri meni. Ja, štekam. 3, pač ne. Ok. Razen kavaca. Ne. On ima pa 10. Aj, v redu, ti bi bil v redu. Jan Plestenjak, kako je ona, ni to on že tam. Ne vem. On je 50, on mi ne more biti fotor. On je Veš? samo 50. Ti govorim, da kaj enkrat 60 plus so že skoraj vsi mal že stari. Ok. Bomo videli, če boš tako rekla, pa kako ti tam. Tih bo, dej. Ja. Zame 0. Ti niso sploh starejši moški? Tako. Ne. Ok. Ne. Ko pa je limit? Privlače me. Limit je v Zdaj si 24? 8 let, pa še to je. Aha, Ok. V redu. Fair. Okay. Mislim, zdaj, ja, tudi 10 let, če je, ne vem, to je tako, na ta leta so mi tako, ampak jaz preferiram tudi celo mlajše, no. Aha, ok. V redu. Ne privlače me starejši tipi. Ok. Ja, sej. Že to, da si ti želiš 10 let ali pa 15 let mlajše, se mi zdi, da s tabo nekaj ne štima, ker mislim, da to je moje mnenje, no. Mislim, da Aha, z njim, da ne štima, če išče 10, Ja, saj 15, najbrž 20 je let tako, mlajše. ja. pristane na, mislim, če pristane. Če mu je v redu to, da je partnerica 15-20 let mlajša od njega. Če si namerno zbira, take. Tako. Leonardo Ja, to DiCaprio. so pač moški. Ja, exactly. Naprimer, mislim, da Jaz sem ga gledala sanjala. Kaj je Leonardo DiCaprio? Ja. Ampak je bil ful mlad. Ti si stara za Aj, še iz Titanika bil. Drugače prej. A ja, še prej. Ja, Takrat je bil lep, ja. Zdaj pa Ok, pa še zadnja, ki mislim, da bo kar pri vseh nizko cena. Je 10, ampak ne mara psov? 0. 0. Katero ne bo. ni 0. A pa ajde, 3. Ajde, 3. Meni je to 10. Meni tudi, mislim, tvoja Res? preferenca. Ok. Zdaj, če ne mara na splošno živali, a ne, pa se to je druga stvar, ampak če zdaj izključno psovne, Če ima strah. Ja, je meni. ga bi lahko razumela, a ne, mislim, ni to zdaj... Ok, če iz tega te ja. perspektive, ampak tako. Tudi jaz ne bi lih zaradi tega, da mi to pove, bilo tako, a ja, ne, pa ne, Ja, pač, to je res. No. sam pač ja. Ej, sorry, ne maraš psov, aj čau. Vse štima, ampak vsi, Ja, ampak veš, da ne bi imel rad mojega psa, bila pa tako, ja ne moreš, pa če smo že psa. Zdaj pa pač. Ti ali pes. Wow, Lara, sorry. vse mogoče bi se pa zato, ker te ima tokrat pa navadil na tega enega in edinega. Ja, no, vidiš, ja. Pol temu se reče ljubezen. Si tak smešen, pa nas je bil vedno fotor, tako lupenih psov in pa sta bila vedno ona dva najboljša To je prijatelja. povsod. Tako da, ja, evo, to je to od igrce. Dobro, evo, zdaj smo vas malo spoznali. Zdaj pa mogoče ene stvari, ki nas zanimajo. Vem, da imate 100 klasičnih vprašanj. Maj, ti si šla drugič, da se vrnemo na tega sanskega moškega. Zakaj? Pa ne vem, če je glih odgovor, zakaj tako mentalen, ampak jaz sem v bistvu, takrat, ko sem dobila klic, če bi me ta šov zanimal. Misliš prvi, slovenski ali zdaj ta? Zdaj ta drugi. Aha, ta drugi? Sem v bistvu bila glih v fazi, ko sem, ne vem, malo predtem zaključila z bivšim partnerjem. Okej. In sem začutila, jaz rabam iti nekam, spremeniti okolje. Tako začutila sem, da me nekaj tam čaka. Dobesedno, ne znam drugače razložiti, pač jaz sem začutila v telesu, jaz moram iti. In si šla. In sem šla. Ona je bila?
ti si bila prvič, mislim, ne. Jaz bom čisto iskreno, lahko sem čisto iskreno vprašam. Ponavadi, pa jaz sem delala na Popu včasih, tudi te šove, ne reality, ampak pač druge, recimo Zvezde plešejo, Znan obraz, ki so bolj Slovenija ima talent in tako. Da, najlepši san. Ampak vedno, ko ti poslušaš neko laično ali jaz bom rekla šank debate, evo, najbolj, da boste si predstavljali, je vedno tako, ja, to grejo tja samo zaradi samopromocije ali pa zaradi keša. To je neko tako generalno mnenje ljudi, zakaj, ki jim ni jasno, pa vsi gledajo, da ne pomote, ne, ampak zakaj bi nekdo hotel iti tja. Tako da zato me zanima, ker mene je ful šokiral, pa ne zdaj narobe, da te mečem v kakšen koš ali pa tebe v kakšen koš, ampak recimo ti si študiraš matematiko, a ne, dobro, lepa si rožica, ne, mislim, razumem, zakaj bi te hotel imeti, ampak tako, zakaj se odločiš potem, da greš tja? To je čisto izkušnja ali je karkoli od naštetega, samo promocije, ne vem, koliko je tudi plačan to, ne. Mislim, v prvi vrsti bi si človek mislil, da zaradi ljubezni, da greš najti ljubezen. Mislim, a to drži? To je realno najbolj naivna stvar, kaj lahko razmišljaš. Pa že ti res se tam z nekomu jamaš, pa da potem imaš z njim odnos je 0,00001% šanse, ampak vse ženske rade živimo v nekem filmu, idealu in mislim, da je čisto vsaka od nas upala, tisti, ki je pač bil Šime ali pa Miloš všeč, da bo nekaj iz tega. Aha, okej. Jaz sem šla noter, ker je to format, ki mi je všeč. Okay. Pravi, jaz sem spremljala ameriški The Bachelor in je to format, ki me je pritegnil že, ko sem bila mlada. Enostavno mi je bil všeč, sicer so takrat, ko sem izgledala, so bili drugi cajti, so bili tudi ljudje malo bolj normalni, tudi ni bilo toliko družbenih omrežij, TikToka in tako dalje. Se pravi, so nekateri odnosi, ki so obstali z teh šovov. In sem največ zaradi tega. Sem pa, preden sem šla v šov, se zavedala, da je zraven mene še 19 punc in da je, kakor bi rekla Maja, možno zelo mehna, da pridem do zmage, na koncu sem prišla do zmage in pol še vse ostalo kar nos, ne. Seveda sem vedela, kaj je posledica tega, da grem v šov. Okay. To vse, kar pride, je posledica. Sprav, promocija, denar in tako dalje. To posledico sem sprejela, ker pač se mi zdi, da jo lahko izkoristim, ampak da je pa to moja primarna želja bila, lahko rečem, da promocija oziroma ta neka slava, ja, mogoče sem tip za pred kamere in rada komuniciram, no. Mi ni nekako težko padalo. No. Zdaj, da sem šla tja zaradi denarja, je tako, no. Mislim, da se da zaslužiti na velik načinu in tako dalje in tako dalje. No. Tako, to je neka moja percepcija tega, zakaj sem jaz bila noter. V bistvu največ zaradi tega, ker mi je ta format bil všeč in enostavno sem pa sprejela. Zdaj, če bi me klicali na kmetijo ali pa kaj takega, pač bi rekla ne, hvala. Ker pač ni to format za mene. Pa so tebe kontaktirali ali si se ti sama prijavila? Mislim, da ne smem govoriti. Aha, ok. A ja, pa jaz ne bi smela. Nima veze, si smo na slovenskem. Ampak, Okay. mislim, da ja, ampak... Pa dobro, sej zares, kako ste prišli not, je vseeno bolje vaša odločitev, a ne, zakaj ste se to odločile. Zdaj, ja, te kličejo, se sam prijaviš, pa te zberejo tle, zares ni pomembno, a ne. Mislim, sej mene je bilo tudi, jaz, ker sem že bila v Sanskem v Sloveniji, sem pač vedela, kaj pričakovati, sicer me je bilo strah še iz drugih razlogov iti v ta šov, ampak sem pa tudi si želela v bistvu bolj izkoristiti, ne, tudi glede promocije same, tudi v bistvu se mi je pojavila ideja, da bi lahko svojo knjigo prevedla na hrvaški jezik in jo predstavila v oddaji. Tako da sigurno zdaj, mislim, dobro je, hvala Bogu, da razmišljaš o teh stvareh, a ne, da si mogoče lahko kakšno priložnost odpreš iz samega šova, če pa že ne najdeš ljubezni. Meni je to, da ful kolo, ko ste povedala, glih to zaradi promoviš, glih to isto. Poveš po pravici, zakaj greš in potem tako, ko ste rekla, če pa se ti še poklopi, pa najdeš, takrat je pa to samo češnjica na vrhu torte. Nerealno je reči, da greš noter zaradi ljubezni in tudi če so punce, ki so verjetno sam zaradi ljubezni, čeprav dvomam, ampak recimo, da so bile punce, ki so šle zaradi ljubezni, je napačen pristop. Ne moš, ti, če greš noter zaradi ljubezni in ti je tvoj fokus sam to, ti ne boš delč pršel. Vse to smo videli na raznih primerih. Ja, pa so se zaljubile po prvem dejti, drugem. Se zaljubile po drugem dejti, zato ker ti je zgleda. Tudi, če ni bil to primarni tvoj nek razlog. Ja, bilo težko se zaljubiti zaradi ljubezni, če sploh ne veš, vi tak niste vedeli, kdo je sanski moški, pa kako zgleda, pa kakšen je, ne moreš vedeti, da je to tvoja ljubezen. Ja, se prijaviš v šov zaradi ljubezni, ampak ne veš, kako zgleda ta ljubezen. To je sploh. Mislim, v idejo, ja. Ja, v idejo, ja, okej. Ampak pač čustva so realna tam noter. Tako vsi, ki pravijo, da fejkamo, ne, pač čustva so bila realna.
V 99%, pri 99% žensk, bom tako rekla. Okay, kaj pa pol, recimo, sem tam si pred kamerami si skozi z enimi in istimi puncami, si nekako v tem šovu. Kaj pa pol, ko priješ domov, ali so čustva še zmer čutiš enako, ali si poluno, wow, to ni bilo sploh realno? Sigurno se ti malo spremeni celoten pogled na situacijo. Tam, tam si noter, tam živiš skupaj, to je čisto drugo okolje, to je čisto drugo življenje, to je čisto neki, ti sploh ne razmišljaš ok, mogoče, no, bom rekla tako na grdo, ampak od tvoji družini na nek način. Takrat si pač tam, se ti dogaja čisto nekaj drugega. Pa ti priješ nazaj v svoje okolje, kar sem jaz imela izkušnje iz prvega sanskega je, da so v bistvu takrat punce šele pokazale svoj pravi jaz oziroma karakter, ko so bile v svojih okoljih nazaj doma. Ker mi smo imeli pač tako dramo, jaz sem tako v lifeu, jaz več nam šla v neki tazga, ampak je bilo pa malo drugače. Ja. Že sem, ker grem v mislih čez to. Kako je bilo pa... Mislim, ti si imela izkušnjo, ti si imela prvo izkušnjo, mislim pač v slovenskem, a ti je bilo naporno? A ti je bilo tako, da si kdaj zaželela, ne zaradi Šimeta, zdaj pač, ker si izbrana, ampak tako zaradi vsega tega, da bi tako please save me, jaz bi šla dam. Jaz, ko sem bila noter, se verjetno tudi nisem zavedala, v kakšni situaciji sem, oziroma v kakšnem okolju sem. Jaz, ko sem gledala ta šov, to je tako toksično okolje, v katerem jaz v svojem življenju nikoli nisem bila. Aha, zdaj, ko gledaš v bistvu za nazaj. Tako, mislim, ne seveda vse, ampak večina stvari, po mojem mnenju, so zelo toksične. Neke stvari, ki jih jaz pač ne sprejemam v realnem življenju. Tam sem jih sprejela, brez da bi vedela. Se verjetno ni bilo tudi naprimer, oprosti. Ja, kaj si punca ali iz sanskih moških? Ja, to okolje, ja, kjer smo živele mi, pa te odnosi, no. Ne vem točno, kako bi se izrazila, no, ampak tudi te drame, pa komentarji, prepiri neki, sicer jih ni bilo tukaj, ker se mi zdi, da zgleda, ampak meni je tu, jaz sem tako mi gledala, no, jaz sploh nisem ta tip, no, jaz sem čist, jaz sem zelo, ne vem, kako bi, zdrav človek, no. Nekonfliktna. Zdrave temelje, pa ne samo nekonfliktna, mogoče celo sem, če mi kjer stop na žulj, ne, pa če se moram odbraniti, ampak to neko zdravo naravo imam, no. Ker pa pač, ko sem gledala, tu so skup, jaz ne vem, se pravim. Ne bom zdaj disala, ne, tam, kjer sem bila, ampak ja. Da sigurno je drugače, verjetno, ker ti, ko si tam doživela neke stvari, nisi bila na vsakem dejtu zraven, da bi ga lahko videla. Pa zdaj, ko gledaš za nazaj, oddajo, vidiš veliko več podrobnosti, ki jih prej mogoče nisi. Kako pa recimo pol to doživljaš zdaj, ko sta Šimetom ugotavljata, kaj sta, kaj bosta, kakorkoli. Kako pa gledaš zdaj za nazaj, kaj pa se spoznala z drugimi puncami, te se je te kaj dotaknilo, te kaj prizadelo? Zelo mi je bilo težko. Meni bi bilo ful. Pač zelo mi je bilo težko, mislim, še danes mi je težko. Razne provokacije, razne stvari. Ja, zelo težko, no. Težje, kot sem bila v šovi. Meni v šovi sploh ni nič predstavljala problema. Ker sem se zavedala situacije, vedela sem pravila igre, točno sem vedela, kako se to odvija. Pa, ko sem prišla ven, ta medijski bam, tu me je pa čisto. Ja, da nisem bila pripravljena na to, no. Verjetno zato, ker tudi nisem spremljala tega sveta, ne, v tej smeri. Tudi šovu ne gledam, ne. Saj noben se mi zdi, da res nikoli ni pripravljen na neki tacga. A veš, to je, ko si prej rekla, da ti je bil ta format všeč, ne? To smo se mi včeraj pogovarjali, pa smo se sprašvali, kateri format bi pa ti šel, če bi moral zbrati nekaj, ne? Jaz sem rekla, da bi šla v Survivorja edino, ne? Ampak to čisto iz drugih razlogov, da vidim, če sem sposobna preživeti, ne? Ampak to je tako, pa jaz sem defaultka, ne, pa pač bi šla, mislim, ampak zakaj jaz ne bi nikoli šla v sanskega moškega, da se meni zgodi, mislim se ne, da bi me kdo zbral, da se meni zgodi, da zmagam tako kot ti, ne? In da dejansko razvijem čustva do tega tipa in potem je ta pauzica vmes, ko pač da pride oddaja ven. In da jaz vidim, da se on ne rabi seksati, da se je ljubčko z drugi, pač jaz sem ful ljubčko, meni je intima sveta. Pa že to, da je imel čustva. Ali pa da je imel čustva dejansko, zdaj ne vem, lahko je tudi fejko, vse čustva do drugih, ampak tako, da bi se meni zdelo, jaz ne da bi njega ubila, ka ga ne bi, ka pač on je pač bil part of the show, ampak mene bi požrlo. Jaz pa zato ne bi šla, ker ne bi mogla gledati za nazaj, ne dram,
pa tega. Ampak to, da je on tako, ko je mene stisnil, pa mi je dal lupčka, pa rekel, ful, ne vem, ful čuten connection s tabo, da je to čez 2 dni eni drugi rekel, pa jaz se šicnem sama sebe. Pač jaz to gledam kot nekaj, kar je bilo v preteklosti. Zdaj, Aha, okej. Tudi bivše partnerke ima verjetno, ne, pa ne moram gledati to. On je igrati po pravilih šova, ne. Zdaj ni mogel se samo odločiti za eno in je odpeljati domov. On je moral spremljati tok. Seveda, da tudi jaz, ko sem se ni z vsemi se lupčku. Ja, nisem direktno mislila njega. Ne? Ampak nasploh in pol, a veš, če že hočeš zgraditi nekaj, pa uspeti v tem odnosu, moraš tako gledati na to situacijo. No. Ni druge. Zdaj ne vem, kako je Maja, mislim, Maja ni bila zbrana, ne? Ampak ne vem, kako bi se ona nosila s tem, recimo. Kako si pa ti v zvezi, recimo, pač če pustimo zdaj šov, ampak tako, v partnerski zvezi, pa ljubosumje mogoče na kakšne bivše ali ne bivše, ali si bolj, mislim, lažje predelaš te stvari, te ne prizadane? Ne, mislim, če zdaj moški na drugi strani ne pretirava v smislu, ne vem, da je pač normalen. Ja. Ne, da zdaj mi govori samo bivši, ne, pa bi pač bi bilo čuden, ne. Ampak nisem ljubosumna, enostavno se zavedam svoje vrednosti, zdali več in pač, če boš zajebu, grem stran. Ja, valjda. In ne vem. A bi tolerirala, da bi bila recimo tvoj partner, pa še zmeraj do prijatelj svojo bivšo, recimo? To smo se enkrat tudi pogovarjali. Ja? Jaz imam zelo dobre odnose s svojimi bivšimi. Hvala, Maja. Jaz? Hvala, Maja. Ti si tudi? Ja, jaz sem rekla, da v redkih primerih se lahko zgodi, da dejansko obstane to prijateljstvo. Se ne more prav vsakmu. Ja, ampak res, odvisno od razhoda, pa tudi, ne vem, jaz sem bila v raznih družbah, ki so bili poparčkani in so bili, ne se bomo ostali prijatelji, ampak odvisno od človeka in odvisno od česa sta šla na razen. Pa tudi veliko je odvisno tudi, kako se je odnos zgradil. Zdaj, če pač ti greš iz prijateljstva, razvijaš nekaj, pa potem se spet to zdaj nazaj transformira v prijateljstvo, pač razumem. Zdaj, če pa je sam neka strast bila, pa dvomim, da boš zares sam prijatelj. To je tako, se mi zdi, da morata biti dve osebi res zreli, ki sta bile v partnerskem odnosu in potem, ko se zaključi, lepo zaključiti zvezo, brez da so neke, mislim, jaz nisem svojo zvezo nobene še tako lepo zaključila, da bi zdaj pa rekla, zdaj se bom pa še kar družila s tem človekom. Torej si nezrela, si glih kar ne, ampak pač on ni bil. Kaj ti misliš, Stalah? Bivša je pa bivša... Jaz nisem ostala v kontaktu z bivšimi. Ja, hvala. Pa se ne pravim, da je, lahko je od do, ne? Odvisno, če se ti razideš, ko nimaš v čustvu. Če imaš ti še kar čustva po razhodu, je zelo težko, da ti ostaneš v kontaktu, ker se konstantno obnavljaš ta čustva in ne moreš dalje iti. Da sem morala prekiniti ta kontakt z bivšim, ker ne bi mogla iti naprej. Evo, ona je ful lepo mojo bivšo vezo opisala. Ja, pa se je rekla Maja, da če čustva oziroma ostane sem še prijateljstvo ali pa neki pol, nimaš problemov. Če bi pa nekaj res poklopiti, da se oba dva naenkrat ugasnete. Seveda, ker če on ne bi ugasnil ali pa jaz ne bi niti mogla ostati v kontaktu. Prva stvar je itak meja, tukaj je pač najpomembnejša stvar, niti ne, se mogoče lahko, veš, vedno mogoče ti je lahko na nekem nivoju, veš, še malo všeč, ampak če imaš ti mejo in točno veš, kje si, meja je meja. Ja, si ti rekla, če sta bila ful strastna, pa vse to je ful težje, mi zdi ustati. Je pa tudi tako, ne? Ti si bila najboljša prijateljca, mislim, ja, jaz mi da so bila frenda. Če pač pogledaš na splošno, koliko prijateljev pa imamo mi v življenju, pač tistih ta pravih, to se ti mora res orang poklopiti, da si lahko z bivšim tak prijatelj. Zato, ker že na splošno govorimo, ne moreš imeti za vsakem tako sploh prijatelj, kaj še z bivšim. Tako da pač tukaj je res, mislim, lahko se zgodi, jaz popolnoma razumem, če je to. Zdaj, če je pa zdaj tako sam z bivšimi obkrožena, to je pa že malo drugačne. Še to, če grem še nazaj na sanskega moškega, ti si se odločila, moram vam povedati, nas treh ni nobena gledala. Ne. Jaz sem malo gledala. Jaz ga tudi ne bi gledala, če ne bi bila noter. Oziroma, je naša Barbie. Barbie je gledala. To nas je pobrifala vse, ampak nismo. Ja, pa ne, jaz sem prav sedela v pisarni in so bile 3 sodelovke, ki so bile tako obsedene, da so bile že v polnoči na boju tu in so gledale sanskega moškega in jaz sem to vse poslušala. Ta je taka, pa ta je taka, pa ta je una, pa ta je fulušta. Pa una je zdaj že izpadla, pa tako da jaz nekaj stvari vem. Se ne, da ne vemo, samo pač jaz gledam
Ja, ja. nisem. a ne. In pol so nas Barbie in Company tudi updatali, da sta dva, pa da ste se mogli odločiti. a ne. Ampak ti si rekla pri Luciji pa pri Sari, da ti je bil tudi Šime najprej bolj simpatičen, zakaj pa si se pol prevekslala? Miloša. Ja. V bistvu, ja, meni je bil pač Šime na začetku ful, tudi, ne vem, z moje strani je pač bila energija, bil vibe, energija je tako beseda sezone, ne. Kemija je energija, ne. Potem pa v bistvu sem spoznala, da nisem mogla iti z njim čez to fazo kemije. Pač enostavno, ko sem se začela pogovarjati, ker ni mogel z mano se pogovarjati. Tako da sem pač videla, da je sam to tukaj ostalo. Sicer sem rabila malo časa, da sem si priznala to, ker pač mi je bil vizualno všeč, veš, ne, bolj ka Miloš, a ne, mislim, se Miloš je lep, ampak meni je bil Šime tista, veš. Iz Splita. Šmeks. Ja. Tako da sem potem v bistvu začela spoznavati Miloša, z njim odnos je bil čist drugačen, je pa v bistvu bolj iz prijateljskega se začel razvijati, kar je v bistvu bolj zdravo, če tako pogledaš. In na koncu so mi bile nekatere njegove karakteristike ful všeč, sem pa na koncu pač videla, da mi pa manjka ta strast z njima. Tako da noben ni bil zame. Okay. Kratko in jedrnato. Ampak vidva se pa nista smela zdaj koliko časa do konca šova 3 videti. mesece se nista smela, ali 4? Noč, a ne? Ja, 3-4 mesece, koliko je trajal šov. Ne, mislim, lahko bi se midva videla med 4 Aha, mesece. okej. Se je bila sta neki navezi prek SMS-ov, pa enkrat je prišel v Ljubljano, ne? Ja. Preden se je šov začel, je bil v Ljubljani, no. Tako da smo se lepo pogovorila, pa smo se slišala, pa vmes težko je bilo obema, no. Iskreno, no, zaradi vsega tega gledanja šova, medijske. Tako da smo malo se odločili, da smo se malo prihajali do nesoglasi, no. Aha, okej. Ja, pač. Jaz se mislim, logično, normalno, da pride do tega. In smo se odločili, da bova malo zmanjšala ta kontakt, da lahko prijava spet nazaj skupne. Okej. Če bo možen. Tako da ja, mislim, zdaj smo še vedno v kontaktu, vsi smo se vrnili nazaj na stare, zdaj čakava ta konc, no, da končno lahko greva popiti to kavo, sicer smo bila v Ljubljani, sva se pogovorila, pa upam na še kako srečanje, bomo videli. Pa sta zdaj po tej kavi še kje na vezi, ali? Sva. Aha, okej. Kako pa je V bistvu, prosti, se boste zdaj dejansko zares lahko odločila, če vam to funkcionira ali ne. Oziroma, se boste spoznala še off camera, ne? Tako je. V bistvu se mi zdi, da na neki točki se šele takrat začneš spoznavati. V šovu pač ni realno premalo časa. Se mi zdi, da šele potem lahko začneš ti odkrivati, kakšen je človek na drugi strani. Lahko tam sediš na onem zmenku, na kavi, na kjerkoli že si, lahko sediš 3 ure, ne rabiš biti nujno 20 minut, se ne vem, koliko ste imeli časa, ampak ja. Koliko je furat, ne vem, neko zvezo nadaljavo? Kakšne imaš izkušnje, ali pa ena in druga konc koncev, a imaš ti tudi kakšne izkušnje s tem, Maja? Mislim, moja najdaljša zveza nadaljavo je bila tako 1 uro z avtom. Zdaj ne vem, to se verjetno našteje glih. Ja, pa se je. Dobro, ampak ne moreš se pa za vsakeč, ko bi si zaželel glih, ne moreš prijeti. Mislim, lahko, ampak ni tako. Pač jaz sem imela po moje dosti takih izkušenj že sam zaradi tega, ker res imam zelo pestre urnike, zdaj malo manj, ampak jaz sem se lahko videvala ponovadi samo za vikende. Pa že to ne vse. Tako da na nek način meni je bilo zelo easy handlati to. Zdaj bi bilo pa še lažje. Takrat sem bila še mlada. Bi lahko nadaljavo, furala. Jaz sem imela eno zvezo nadaljavo. Koliko delč? Mislim pač... 7 ur, 6 ur. Aha, okej. In koliko časa je trajala zveza? Pa 1-2 let smo se vlekla. Okej. Mislim, zdaj ne vem, če lahko sploh tem rečem zveza, bila sva oba ful mlada, no, tako da, ampak ja, je bil nek odnos, no, ki je res bil intenziven, no. Težko je. Ja, valjda. Težko je, ampak se strudam in zrelostjo da, in zaupanjem. Zaupanje je prva stvar, nasploh, pa komunikacija, ne. Zdi, da to je najbolj to zaupanje težko vzpostaviti, ker je pač ta razdalja, se mi zdi, da nima veze, tudi če je človek iz drugega kraja, pa se tudi ne vidiš konstantno z njim. Nek drug feeling je v telesu, ker veš, da je bližji. Se mi zdi, da ko ti veš, da je pa nekdo 6-7 ur, pa da kar skrbi, pa za brez veze mogoče. Ja, moja sestra je imela zvezo nadaljavo, ona je pa spoznala Tunizica, ko smo bili na počitnicah in sta bila 3 leta, sta bila skozi mislim, ona je prišla na vsake par mesecev v Tunizijo.
In pač sta bila skozi na WhatsAppu, pa I love you more, I love you. Ti prekine. Zdaj ste pa poročena, imate dolgo, sta poročena. Ja, pol je pa prišel 4 leta nazaj v Slovenijo, zdaj imata 2 otroka in sta srečna in vse super fino, fajn. Ampak ja, je bilo pa seveda težko. Pogreša se, pol vmes je bila še ta korona, je imela zaplete, ko bo sploh prišla dol. Tako da, ampak če, mislim... Kjer je volja, tako je, ja. Točno to. Ja, jaz sem hotela komentirati to, kar si rekla, da se mi zdi, da mogoče ni toliko fora v tem, da povezujemo zaupanjem z zvezami oziroma razdaljo, ampak pač zaupanje je, ti se odločiš, a boš zaupal ali ne. Ja. A ne, pač ljudje, ki ne zaupajo, imajo pač zidove in se odločijo, da ne zaupajo. Ker če se ti odločiš, da boš 100% zaupal, boš zaupal in potem pa vidiš na drugi strani dejanja človeka, ali to upraviči ali ne. Tako da jaz bi rekla, res komunikacija je ful pomembna, pa to, da ti sploh veš, kaj hočeš, pa kaj rabiš, pa da to poveš, izraziš. Ne, jaz se tudi s tem čisto procentno strinjam, ampak se mi zdi, da nasplošno ljudje čutijo ta, če je nekdo bližji, da mogoče ga ne rabi toliko skrbeti, kakor pa če je nekdo ful daljši. Tako recimo vidim pri kolegicah, Ja, saj je ko možno, se pogovarjaš s kolegicami, ne vem, pa gre ona na potovanje, ne vem, ali pa na nek oddih nekam, ja, pa je tip doma cel živčen, a ko je pa doma v svoji hiši, pa ne živita skupaj recimo, pa ne kaže nobenega tega, a veš? Tkle je nekaj Neka drugega forica, neštima, ampak ne nekaj vem. drugega neštima, pol in ne Ja, zaupa. sigurno. Ker misli, da bo očitno tam imela priložnost, a ne, to pač tle ni fora razdalja. Ja, le se držim tega, da če te bo nekdo hotel prevarati, te bo. Ali doma. In kontra. In ja, no. Ja. Ja, to je res. Ja, se strinjam. Ne, mene je bolj to zanimalo, kar si vprašala, ne, veš kaj je pri tebi, glih to, kar si rekla, to, kar tebe zdaj v bistvu mori, ali pa duši, ali pa to, kar si prišla ven, ko ljudje, ki so gledali, ki so spremljali, zdaj imaš ti ljudi tukaj v Sloveniji in kot za nameček imaš še ljudi na Hrvaškem, ki so to spremljali, ne, dvojno, a veš, in je to dvojno in pač ljudje, kakor jaz še vedno verjamem v to, da je svet dober, ne glede na to, kaj se dogaja, in se trudimo, ja ne vem, jaz se trudim delati, ne, tako smo se glih zadnjič s Kajo pogovarjale, ampak dajmo biti realni, ljudje so tudi žleh, zdaj bom tako rekla, ne, in pokvarjeni in pač svašta se dogaja. In ravno zaradi tega, ker so ljudje ljubosumni in ne vem, tudi če bi bila vidva s Šimetom zdaj, karkoli bo se zgodil, meant to be together, a veš, že zato, ker imajo feeling, ker sta bila na televiziji, da se lahko utikujejo, pa probajo zanalašč, da je to še en dodaten. Ja, Jaz imam problemov na pritiske, že jaz bi imela probleme, če bi z nekom iz Klagenfurta se hotla iz Celovca, pardon, slovensko, se dobiti, a veš, ker bi bilo tako, ampak ne bi imela še 100 ljudi, ki bi mi komentirali, pa pisali, pa to, zato Ja, sem pa rekla, mogo bi izbrati njo. Ali Ja, pa- veš, ko vse, pa ne vem, bo šel na kavo svojo sestrično, za katero, ne vem, zmislila, zino en vedo in bo en sliko in da ne vem, vidiš, ne, pa je rekel, a veš, ker so ljudje žleht, res so žleht. Saj glih videla sem, da In dobri, ampak so tudi žlehta, ne, a veš. Videla sem, da dosti pišejo, da je bil Šime na kavi z Lauro in sem videla danes en drug podcast, kjer je Šime rekel, ja, pač šla sva na kavo, zato da sva nek TikTok posnela, ampak je takoj so bile govorice, da se pač nekaj dogaja. Se ne vem, a je res ali ne, ampak tako, hitro se kaj razširi. Mislim, grozno, no to sem rekla, In kako tudi to najbrž ti handlaš. trpi zdaj, mogoče ta teden oziroma 2. Mislim, on je meni povedal, da gre na to kavo. Ja, Jaz sem ja. vedela za to kavo, vedela sem, zakaj greste na kavo, ampak jaz sem vedela, kaj bo posledica tega, da gremo na kavo. Ja, Probala razložiti. Ne. Ja, ker zdaj... Je šel zato, ker se mu zdi, da tu ni nič tazga. Pač, ja, ok, ampak zdaj so pa posledice. Ne. Zdaj pa ljudje pišejo kakšne komentarje, ki mogoče ne bi, če se ne bi ta kava zgodila. No. In gre vse čez moje pleče. Ne. Ja, itak, ja. Da mislim, da tukaj se mi zdi, da v tej situaciji ni glih razumel, kako se spočutam. No. Ker če bi razumel, ne bi šel. Ampak ja, je bil pa tudi v tem momentih, pač, zakaj mi ne zaupaš, ne, v tem smislu. Ni fora v tem, da ti jaz ne zaupam, fora je v tem, da živimo v svetu, v kakšnem živimo. Ne. In da bo pač, ne. Moglo nekaj cajta preteč, da boš šel lahko na kavo v miru in mu boš ti zaupala brez, da bi dobivala na pleča vse to, če bo to se razvijalo. Ja, se razumem, kako hočeš povedati. Razne provokacije, konstantne so provokacije, še vedno so provokacije, pa jim ni všel. So provokacije. Pa tudi tako na začetku v zvezi, recimo, tudi sicer, ko ti začneš z nekom hoditi, se mi zdi, da ko prije do neke take situacije, kot si ti rekla, zdaj s to kavo, mogoče tudi on pol dobi občutek, zdaj me pa hoče kontrolirati ali pa mi nekaj govoriti, kaj jaz ne smem, zdaj grem pa še za nalašč. To je bil kontraefekt. Sej štekam, sam, ja, moraš pogledati drug širšo razlog, sliko, ne. Si imela še veliko dodatnih razlogov. Kontraefekt je pri njemu udaril, ne, in je še vse šel na to kavo.
Ja, to je ta moški ego, ali kako temu rečemo. Ja, ne? drugače pa ljudje so itak... Ujela, ne. Sej, Ja, ni point v tem. Ja. Moja pleča bo šlo, ne. Ja, koliko sem rekla, mislim, nekateri ljudje so res tudi bolj moralni, no, zdaj so to nesramno slišali, ampak malo blesavi, verjamejo dejansko vsem, kar vidijo na prvi pogled. Ja. Ne pogledajo širše slike, kaj se lahko dogaja in pol... Se zavedati, v kakšni družbi živimo, ne, in ne devati ljudem materijala, da lahko take stvari pišejo, ne. Ja, pa tudi ne znajo se postaviti v kožo drugega človeka. Samo veš kaj, Vanja, se po drugi strani, pa če bo vama to funkcioniralo, pač bila sta, itak oba sta Barbie pa Kena, ne, lušna, mislim, tako bila sta izpostavljena in tudi, ko ne boš dajala materijala, bojo še vedno se najdel taki. Ja, veš, to s tem ne moreš zmagati. Zdaj ni več poti nazaj. Zdaj tle ne moreš zmagati, samo se pa umiri, verjetno, upam. Ja, Cross fingers. Oziroma malo dobiš debelejšo kožo, nehaš v bistvu vzemati to k srcu te komentarje. Ja. To. Kako se ti soočaš s tem? Jaz sem super. Ampak kaj pa na začetku, po prvem sanskem moškem, si imela težave? Ne, mislim, ne. Jaz sem bila že prej, sem se izpostavljala na socialnih omrežjih, tako da nekako sem dobila že ta občutek, da me ljudje prepoznavajo že pred prvim sanskim moškim in sem takrat že vse predelala, hvala Bogu, ker verjamem pa, če greš pa takole, kako je šla Vanja, v en tak šov, ki je res boom ratu, ne, to pa bi po moje še mene presekal, iskreno, ker je ful pritiska to. Ne. Jaz verjamem, zaradi tega jaz pač ne. Tudi se mi zdi, da community, ki ga gradiš na socialnih omrežjih, ima nek domet, ampak TV in šov ima ta domet 3-krat, 4-krat, 5-krat večji. In pol se najdejo tudi res še bolj temu primerno grozni ljudje, ki mogoče prej v tem balončku niti niso bili. Ja. In ja, mislim, mi smo že velikrat o tem govorili, ker čim ti enkrat začneš govoriti ali o seksu, ali o odnosih, ali o nekaj, kar ti sploh veliko govoriš, to bomo enkrat mogli še malo bolj razdelati. Jaz sem začela tvojo knjigo brati, tako da počasi napredujem čez strani, tako da bomo mogli še kakšno reči na to temo. No. Glavno, boš povabljena še enkrat, da razdelamo te tematike, ne? Takrat se mi zdi, ugotoviš, koliko ljudi še vedno je ujetih v neke tabuje, pa ne samo pri teh tematikah. Nasplošno, se vidiš, tle se je šlo samo za odnose ljubezni, niti ne intimnosti, pa koliko ima folk se za oglašati na tem področju. Pa sam, razumeš, ne vem, kje najdejo kakšne take grde stvari sploh zapovedati. Kako si ti, Marjan, zdaj pa ta glavni, da boš pa povedal, kako je pa prav. Ampak veš, kaj se meni tudi zdi, sploh sanski moški, pa nasplošno ženske v medijih, kot smo že enkrat razlagali, je ful, Glizanič mi je rekel sodelavec, da ženskam v medijam je toliko težje kot moškim, če si ti izpostavljen na televiziji, zaradi tega bodo opazili najmanjšo napakico na tebi, da imaš ti malo bušija, da imaš ti, da imaš, ne vem, eno obrv bolj gor kot drugo, da imaš masne lase, to bodo takoj opazili, pri moškem mogoče niti ne to, ki tudi med vami, valjda, sigurno dobijo še ti kakšne komentarje, ona bi mogla zmagati, kaj je lepša ali pa ta, tako da ti ful nasavlja. Lahko ga je gliha govorila to. Ja. Jaz nisem gledala, videla sem pa fotke. Ja. Zdaj tako, jaz sem včeraj prišla do nečesa, popravite me, če sem se zmotila. Bil je pač gospodin savršeni sanski moški. Hrvat je izbral Slovenko, recimo temu tako, pa Srb Bosanko, Bošnjakinjo Bosanko. Ja. No, Reče prav. cela, evo, Juga reunited, a ne? Ampak zdaj, če smo na nacionalnosti, a ne? Nekaj dobrega je vsem prišli iz tega. Veš, Ljubezen ne pozna meja, evo nas. Rešili smo te težave. Ne, ampak kaj, jaz drugače ful nisem proti lepotnim popravkom, ne me narobe razumete, res nisem. Pač jaz sem prva, ki sem rekla, da z botoksom nimam težav, ker pač sem stara že malo, pa se pač nočem zgledati utrujeno. Recimo, nimam težav, ko si gre, ne vem, ko si je šla sodelavka operirati nos, ker je pač jo motilo, ker je s tem, ne vem, recimo dvigala svojo samozavest. Ampak te punce, moram paziti na izraze, zgledajo vse, a so bile vse pri istem kirurgu, jaz ne vem, ne, ok, zdaj imamo predirati, ampak kaj je to? Mislim, a veš? Bolezen sodobne družbe. Ja, ne? Ja, se je. A je? Mislim, pa če so vse, pa to ni normalno, so vse po istem kopitu narejene. Je se pet v Beograd stara, tam so vse take. Vse so račkaste. Tako da... To je velika bolezen sodobne družbe. Ja. Zdaj ne vem, kako bi na to temo rada govorila, jaz pač sam želim poudariti to, da sem za naravni videz in da pač grem in da se res trudim, da se vrnemo nazaj 3 koraka. No. Ker se mi zdi, da se je že začel komentirati to, da so umetne ženske lepše od naravnih. Ja.
Ne. Mislim, jaz sem tako rekla, jaz, ko sem... Res? Ja, seveda. Ja. Mislim, ampak jaz ne poznam... Jaz sem se tudi v šovi borila s tem. Čeprav to punce niso na glas povedale, one so mene podcenjevale zaradi mojega naravnega videza. Mislim, kar je meni, jaz ne vem, kje mi živimo, ne. In itak, ko ti prideš, mislim, in Maja in jaz, se vidi, da smo tukaj, se mi zdi, odraščale, no. Ja, drugače je razlika, kar se tega tiče, Slovenija vse malo zaostaja, oziroma je na boljšem, kot Balkan. Hvala Bogu, ker je grozno. No? Ampak to je samo odraz družbe. Pač to je odraz tega kapitalizma, ki nam šopa, da pač zapravljamo stvari in da nismo zadovoljni sami sabo. A ne, lepotni popravki so trenutno, po moje, ne vem, če bi šel verjetno statistično gledati, najbolj donašajo. Ne? Že vsak ti tam lahko tisto hyaluron zašpika noter. Ja, ali pa pač si to naročajo že prek spleta, pa si sami probajo, da se... Ja. Mislim, mene je to tako, jaz pač tako... Kar poznam punce in tako, kar sem tako malo raziskvala in analizirala in vse to je vse nesigurnost. To so punce toliko nesigurne samo sabo, da pač morajo od ozuni najti, da se pač dobesedno nafilajo. Pa ni, veš, najprav zanimivo je, kaj je beseda nafilajo, tako čustveno, kot nafilajo z botoksom in tako naprej. Pač to je pomanjkljivo, to je neki, niso zadovoljne sabo in iščejo srečo na ven. Ampak nikoli, ti lahko je, zato pa je, zakaj toliko operacij, pa ko greš enkrat na operacijo, potem narediš itak še 10 popravkov, zato ker nikoli ni dost. Pač to, kar pri tipih z imidžom je pač pri nas zdaj. Mislim, jaz upam, da ta trend čim hitreje mine. Pa jaz te bom samo popravil. Mislim, vem, ampak... Realnost je že tako. Mislim, realnost, ampak... Kultura ratala, ampak to je iz Amerike, no. Ja, to je prišlo. Kim Kardashian pač je to prinesla. Ja, meni je to žalosten, iskreno. Meni je to res žalosten, ker mlade punce, ki se najdejo v situaciji, da pogledajo in da vidijo ta nek ideal lepote, ki ni dosegljiv, ne, in pol celo življenje težijo k tem, nikoli niso srečne in zadovoljne. To je največji problem. Saj to, veš, ko smo se pogovarjali že o teh lepotnih popravkih. Ena stvar je, da se jaz pri svojih 40 letih odločam, da grem, ne vem, enkrat na let na botoks. Morate vedeti, smo 3 leta pa pol starega otroka. Jaz sem bila pač zadnje 2 leti konstantno neprespana. Ne? In pač jaz se pol, ko je bilo v redu že, pa ne, ko smo splavali, dajmo reči, iz tega tahujžga, mislim to, ko je skos. Jaz sem pač ful se dobro počutila, jaz se nisem počutila staro pa zgoneno, evo, to pač povedala, ampak moj obraz pa je bil tak, ker sem bila utrujena, neprespana pa neki. In jaz sem pač nekaj hotela boostati sebe za samozavest. In jaz zato ne bom šla tako, kot si ti rekla, še na to, pa še na to, pa še na to. Jaz sem hotela tako, a lahko plis zgledam, sem ne stara 78, ker pač res nisem, a ne, mislim tako. Isto je bilo, ne vem, pri Joških, a ne, pač jaz glih nimam največjih prsi na svetu, imela pa sem tako čisto normalne, potem pa pač otrok, pa bolezen, pa to pač mi sesala vse in jaz sem se rekla, jaz bi imela sem pač to svojo 75 nazaj, največje, ne, tako, pa se nisem odločila za to, ampak tako govorim, kaj se je zgodilo. Ampak, ko to delaš pri teh letih, pa veš, zakaj to delaš, je to mogoče malo drugače, kot v tej vaši generaciji, ki ste pač mlade, lušne in potem, namesto da bi izgledale tako, ja, so, ne strinjaš se, ne vem, fora je vaju dve pogledam, pa ste različne, pa bi dala pa 10 unih naredala, pa so iste, a veš, to mi, ta del mi pa ni jasno, ne? Mene zanima tvoj vidik, Maja, povej. Ja, povej. Mislim, to je zdaj tako, lahko ti postavim par vprašanj, pa lahko razmišljaš o njih, ne rabiš mi odgovoriti. Lahko tudi odgovorim, če bom znala. Ja, mislim, po eni strani, mislim, kar je, če zdaj, ko ga vidim še globije na to, kar si rekla, vse je neka nezadovoljenost. Mogoče zdaj, a lahko sprejmeš to, ne? Zakaj ne moramo več kot ženske sprejeti tega staranja? Ja. Zakaj ne moramo sprejeti, da nas otrok fucking spremeni, pač ono izsesa nas? A veš, kako me stipe celulita, jaz sem to sprejela? Ja. Jaz sem to sprejela. Ti veš, kaj se v porodu zgodi, ne? Ne, ampak govorim ti, če je to neka malenkost, jaz sem hotela reči, da nisi to obseden s tem, da to ni tvoja prioriteta. Ampak če že, ne, se pravi, zdaj ste povedali, da ste naredili, se pravi, ste se v nekem trenutku življenja počutili nesigurno. Grozno sem se počutila. Sam pa ni treba... Tega ponavljati? Ne, ni treba govoriti drugam, da izgledajo nekako, oziroma zakaj so prišli do tega, da so se odločili, da grejo k tem izgledu, ne? Ker verjetno izvira vaš, ne, v tem momentu. A ti mene vikaš? Ja, jaz sem bila tako, Oh my God, a zdaj vidiš, zakaj rabim botoks? To sem zaradi tega, a si zdaj videla? Ne, kje sem ne v redu. Ampak verjetno problem je istina, tudi pri teh ženskah, ki so ful napumpane in tukaj v tem primeru, tako da pol neče že gledamo na to. Jaz bi tako rekla, obstaja ful enih različnih stvari, kako mi lahko prijemo do tega izgleda. Naprimer, joga obraza.
Zakaj ne bi, a veš, investirali v sebe pa delali jogo obraza? Zato, ker je to daljša pot, to je težja pot. Najlažje pač je izbrati kratko. Se strinjam. In jaz sem zato a veš, jaz pač tako, to sem že večkrat povedala. Mene je ful motil moj nos, ko sem bila mlajša. Pač so me zajbavali, oči imel še neke komentarje, mene je to pustilo rano. Na podcastu. In pač jaz sem rabila ful let, da sem ga sprejela. Po dolgi poti. Jaz sem se odločila, ne, Maja, šla boš po dolgi poti. Sprejela se boš, imela se boš rada. Nisem šla po ta kratki poti. In mene tudi malo jezi, veš, zdaj pa vsi sam še to kratko pot gledamo in kako bomo prišli do tistega rezultata, pa gremo čez sebe, čez svoje zdravje. Koliko v bistvu res vemo, koliko je botok zdrav, koliko je hialuronska. Za hialuronsko itak vemo, da to sploh ne izgine, da to se premakne v faco gor in da pač ne. To v bistvu niso zdrave stvari za nas. In jaz mislim, da pa če greš nekaj tazga narediti, da je sam zaradi lepote, ne zaradi zdravja, da pač tukaj moraš malo pogledati v sebe. Zakaj? Tukaj je nek globi razlog noter. Globi razlog je to, da ljudje mislijo, da je izgled primarna stvar in da je izgled najbolj pomemben. In štartajo od tega. Ti, ko se pogledaš v ogledalo, ok, imaš trenutke, seveda, ko ne zgledaš najboljše, ampak to je verjetno zato, ker znotraj nekaj ni v redu, ne? Ker ti nekaj ne štima v življenju, ker se ne počutiš dobro glede sebe, ne? In si nekje na tem, da moraš delati znotraj, da bi spet dobil to zunanjo samozavest. Problem je, kad ti nekdo to tupa v glavo, mogoče, ko si bil mlajši ali sošolci ali nekdo doma in bolj imaš, kako si ti rekla, da ti oče zaradi... Ja, vse to je pač, to je toliko povezan z našimi globokimi ranami in mene sam žal, da nimajo res nekih, prijem se ti odločiš za nek poseg, da nimaš res orang poglobljeno, ampak se pa bi itak zgubil denar, ker pač ne bi se ljudje odločili, če bi pač rešili pri sebi. Ne, jaz se delno strinjam z vama, ampak ne zdaj, mislim, razumem, kaj hočete povedati, ne, razumem, ampak to je tako. Zdaj bom izdala en drug primer, ki ni botoks. Vse punce me poznajo, jaz se ful dobro počutim zdaj v svoji koži. Tako dejansko se mi zdi, da boljš furam life, kot sem ga furala, ko sem bila 20 stara. Dejansko res tako mislim. Ampak zdaj bom dala drug primer. Če imam jaz tle lukno sred obrvi, pa hočem imeti take lepe obrvi, ki ve, ja, verjetno ni glih največji greh, ampak to izdelam sem zaradi svoje same. Se pravi, imam fajn partnerja, pač otrok je cool, imam urejeno dobro službo, zadovoljna sem, ful rada plešem, žuram s frendicami, tako res mi je lušten trenutno v življenju, trkam, ko pač ne. Ampak če me glihuna lukna, ki se mi je naredila, ki me je maček opraskal, ko sem bila majhna, pa nimam tle obrvi, tako zelo moti. Jaz sem tako hotela reči, pač, jaz bom sem zaradi svoje samozavesti šla, pa bom naredila, ne vem, ne, laminacijo ne moreš, kaj moraš narediti, risati moraš, ne vem, kaj narediti, ne. Sem zaradi tega, ker ko bom pa še to naredila, sem pa počutila, da Leonardo DiCaprio pridi zdaj. Ja, ampak to ne pomeni, da imam jaz slabo življenje, pa da zdaj nisem zadovoljna s svojim življenjem. To je res na globokem nivoju. To je res v koru, v duši noter. Družba nam je zarisala, kaj ne bi bilo lepo. In zdaj tvoja obrv, zakaj ne bi bilo? Ja, ampak, a veš... Ja, samo ni. Meni je tvoja lepa. Ja. Pa ni rekel, da mi mora biti tvoja lepa. Eni si pa režejo obrvi zato, da bi imele presekane. Ja, ali pa si rišejo na koncu. To je pol sprejemanje. To je sprejemanje samega sebe tako. Jaz nisem šla, jaz sem še vedno ne. To je, vem, kaj hočeš povedati. Sprejemanje svojega zunanjega izgleda. Jaz sem se rodila s krivimi zobmi. In jaz jih, ne bom rekla, da jih ne bom, ampak jaz jih imam rada. Jaz ne bi rada imela ravne zobe. Zakaj mi bojo ravni zobi, če so mi lepi, taki moji krivi, neperfektni? Zakaj bi morala imeti ravne? Zato, ker je en rekel, da je to lepo. Meni je to lepo. Meni so moji krivi zobi lepi. Jaz ne želim imeti ravnih zob. In tu prav vzbudi mi neko željo potem, da si slikam zobe in da jih objavim na Instagram. Samo zato, da bi videle punce, da je to okej. Lepo mi je. Nočem, hočem imeti to luknjo tukaj. Tule sem mi rekel, tule imam tukaj. Meni je to ful lepo. Kao, če bi dala dol. Ne hočem dati dol, s tem sem se rodila, to je moje. Ne devite mi tu dol. Vse, kar je z mano, kar sem dobila, enako hočem ugrobiti. To je top, to je svaka čast, ampak se pravi, jaz sem hotela reči, če bi pa te tale, ne vem, karkoli tok motlo, pa če bi dala aparat, pa tudi ne bi nas zagrešila največjega kriminala na svetu. To hočem reči, nekje je meja. Jaz mislim, da je nekje meja. In ko sem vprašala te punce, ki so tam zgledale, tam se pač eno stvar je, če daš jaz samo gledati zobni aparat zaradi zdravja, ker sem imela dlesni čist, pač ne zaradi ugriza pa vse, pa hvala Bogu je pol še poštimal, ampak meni noben ne ve, da sem ga niti imela, pač mogla sem ga dati že kot otroka, ne? Ampak fora je, da zakaj, une pa vidiš, ono je pa že tako javno vidno in pač meni smo zelo žal, meni pač kakorkoli, jaz jih sploh ne jemljem resno več.
Jaz jih sploh ne poslušam več, jaz imam ful težavo, jaz sem ful nesramna, evo, jaz sem zdaj povedala. Jaz sem ful hvala, da si nesramna. sama povedala. Ja, res sem ful je nesramno od mene, unama lahko zaradi mene doktorat iz fizike, pa kaj je vsa da bom rekla, sem umetna, ne bom nič govorila drugega, pač kaj je vsa umetna, jaz se sploh ne morem resno jemati na momente, pa ji krivico delam, dejansko ji lahko krivico delam, ampak jo ne morem in je lahko čist fajn punca in čist brihtna punca, ampak se vprašam, kaj je narobe s tabo, da si to naredila, kje je ta nesamozavest. In potem je druga stvar. Jaz zdaj, ko sem te poslušala, Vanja, drugi opomin. Ti isto ljudi ocenjuješ na podlagi izgleda. Poskušam ne, ampak si včasih ne morem pomagati. Tega, ker je en umeten, misliš, da je glup. Ne, nisem tega rekla. Rekla sem, da jo poslušam, ampak dokler ne slišim, kaj ima za povedati, jo ful težko poslušam. Ne jemlješ jo resno. Na začetku je res ne. Zakaj pa ne? Zato, ker si mislim, da ima človek, ki je, bom grdo rekla, iznakazil svoj obraz, da ima neke take stvari in potem, ko mi govori, evo zakaj. Zato, ker je prva ženska, ki sem jo spoznala, ki je na tak način govorila, je govorila, kako moramo spoštovati samo sebe in se ceniti take, ki smo, in bila je točno taka, da se ni cenila in je vse spremenila na sebi. In ko sem jaz prvo tako, mi je bilo tako, kaj ti zdaj mentle govoriš? A veš, zato. Ja. Jaz bi te tukaj vprašala. Sicer zdaj se mi zdi, da te že malo terapiramo, tako da povej, kako se spremeni. Ne, me spremenjati. Pa če sem hodila, pač povem tako, ker mislim, se ne prav, vsem se upravičujem, če sem koga užala. Vsak ima pravico delati, kar šteje in dokler ne posegate v moje življenje, delajte, kar šteje. Torej, zdaj zadnji stavek, ki si ga rekla. Sem pa rekla. Okay. Ne, zakaj te moti to, da je nekdo, da se ne spoštuje, da je neumen? Zakaj te to moti? Zakaj te to tako osebno moti? Se me ne tako osebno. Dejansko punce me poznajo, vejo, da ponavadi se sploh ne. Ampak če pa mene nekdo povabi, recimo ti na svoje predavanje, pa veš, o čem govoriš, pa te jaz poslušam, ampak ko me pa ne vem, zaradi tega danes neka punca povabi na predavanje in govori, koliko se moramo ceniti, se moramo imeti rade in spoštovati same sebe. In če ne bomo sebe spoštovali in sprejeli take, kot smo, nas ne bo noben drug. In pol jo gledam in ima ustnice tako, da ne more več odpirati ust in tega povedati. To me zmoti. Ne nasplošno ljudje, ki pač to naredijo. Oni me ne zanimajo, me nima tako, da zdaj hodim po ulici, pa si mislim, tale, pa je, ker imam pač preveč svojih problemov v življenju. No, v duhu tega bi jaz rekla, da je ful lepo sporočilo in ful močno sporočilo tudi po eni strani, da je Šime zbral tebe, si naravna lepotica in se zagovarjaš tudi te vrednote, ki jih zagovarjaš, se mi zdi ful lepo, da to tudi na glas in javno poveš, ker se mi zdi, da bi to mogli slišati predvsej mladih punc. Se mi zdi, da greš pol, ne vem, na plažo, pa vidiš vse ostale, pa mogoče tudi kakšne vajne so tekmovalke iz tega šova, ki izgledajo res izrezano iz revije, tako kot smo navajeni gledati stvari ali pa na Instagramu, pa se pol ti, ki še nisi tam, da si se šla kaj popraviti ali pa ne vem, najstnica, ki se še razviješ, sploh nisi podobna temu, pa bi želela biti, recimo jaz sem imela tudi ful probleme s tem, kako sem se jaz počasi razvijala in itak seveda z veliko stvari, to se mi zdi pri puncah ful vedno težava in sem isto rabila, tako kot si ti rekla, ful časa, ampak vedela sem pa, da pač nočem nič spreminjati, ker mi to, kako zgleda spremenjeno, pa tudi ni lepo. Tako da ne slišijo to, no. Pa veš, kak je mene živce, ko vedno rečejo, moški se starajo kot vino. Ne, tudi ženske se starajo kot vino. Tukaj jaz poznam dost starejših žensk, okoli 50-60, ki prav dobro izgledajo. Tako da ne samo moški, tudi ženske. Pa tudi tako se navade, da gube na ženskah so normalna stvar in da so lahko lepe. Je pač proces. To je naravni proces, ki ga je treba vrniti. Ja, nazaj se mi zdi sprejet kot nekaj, kar pač se zgodi. Ja, ampak je pa problem za naše družbe. Sploh moški se mi zdi, kako ocenjujejo ženske. Ne vem, kakšne imate vi doma, ampak jaz imam doma brata, očeta in detka in so vsi tako, ko gledamo TV, ta pa nima toliko lepih nog. Kakšna ima ta ustnica, kako ima ta visok čel, kakšen ima ta nos in ki si tako zraven in se pol res počutiš tako. Thanks. Ken krompir to zraven sediš, veš. Moški bi rabili gledati malo več celulita, malo več kako ste morali, nesimetričnih teles, menstruacijo in še marsikaj. Ja, pa veš, ko se ena ženska zredi. Preveč smo jih razvadili. Kako se je to vzgojila, ne? Ja. Ja, zadnjič pa videla en posnetek od 2 igralcev, ne bom povedala kjerih, pa sem opazila, da sta se kar zredila, a ne? In sem šla prav gledati komentarje, a je kakšen komentar, da sta se zredila, da sta se postarala. Iskreno sta se, slovenskih. In sem prav šla gledati kakšen komentar, niti enega komentarja ni bilo. Če je bilo to 2 ženski igralki,
bi bilo, kako se je ugojila, kako je stara, kva se je zgodila, mastna. Zato, če pogledaš, naprimer, to je zdaj tako ful znano, ko sprašujejo zvezdnice v Hollywoodu. Jih vedno sprašujejo samo na podlagi izgleda, a ne pa tako, no ja, koliko si skušala, koliko si zredila, tipov nikoli ne sprašujejo. Ali pa tako športnikov, a ne, to sem glizanč pogledala en posnetek. Nekaj, če bi moški v bistvu zares spraševali tisto vprašanje, kaj ženska dobivamo. O, to sem pa videla, ta posnetek. To je bilo čisto, mislim, to je totalno neinteligentno, ne. Ampak zdaj smo si tudi To je totalno neinteligentno. Ampak zdaj smo si pa same krive. Smo si same krive. Zelo veliko. Pa tudi mislim, da je ženski na koncu največja sovražnica. Tudi to, kar sem jaz rekla, ne vem, zakaj one tako izgledajo, ker so, jaz mogoče to bolj opazim, kaj en tip. A veš, dejansko mogoče bolj opazim. Ali zato, ker nam ubijajo to v glavo. Ali pa zato, ker pač, ne vem, bi si želela, da bi pač se postarala tako, kot sem taka. Kako sem se zamislila, ampak pač se bom, ne vem, sej pač ne, vete, odkje prihajam, pa da me pač ne zanimajo te stvari. To, kar si ti rekla, res nisem hotela biti žaljiva, ampak sem probala sem pokarikirati to, kar komentira večina ljudi. Ampak se mi zdi, da smo včasih ženske tako večje neprijateljce drugi kot moški, a ne, da je. Pa jaz bom rekla... Se povejte obe. Nimam. Ti imaš bolj negativno, jaz smo pozitivno, kar obej. Ja, da je ženski največja neprijateljica, ja, to si hotela? Jaz sem šele zdaj spoznala, koliko je ženski lahko... Sovražnica? Sovražnica. Jaz tega v življenju nimam. Jaz imam prijateljice, ki bi po moje srce dale zame. Pa ne res, ampak če bi rabila srce, bi mi ga dale. Take ljudi hočeš imeti okoli sebe. Samo to. Ja. Samo to in to so 20 let prijateljstva, 15 let prijateljstva, pa 10 let prijateljstva. 3 prijateljce, ki jih imam. Zaupam jim tukaj, da bi jih, ne vem, se pravi, recimo, če bi imela tipa, pustila bi jih, da spita v isto posli. Brez problema. Isto imam take. Te meje, ne? In pa spoznaš ta drug svet. Nimajo težav ti zabiti nož v Ja, žal. Ja, jaz moram reči, da jaz pa sploh nisem več obkrožena s takimi ljudmi. Jaz poznam samo še amazing ljudi, ženske, ki se podpirajo, ki je samo tako ljubav stari, ki si samo tako go woman. In tudi to obstaja. In se mi zdi, da je bolj vprašanje to, ne, če zdaj imaš ti okoli sebe same take ljudi, torej, ne, tiste toksične, se vpraši, zakaj. Kaj je tisto na tebi ali pa v tebi, ki privlači take ljudi? Ker vedno se nekako privlačimo, zato ker pač se moramo neke stvari naučiti. Kogarkoli spoznaš, mislim, ali pa če razvijaš neke odnose, vedno je nekaj, kar on ima, ali ti pa ti nimaš, ali pa mogoče želiš, pa je nekaj se moraš naučiti v glavnem. No. Tako da... Se je. Ja, meni se tudi zdi, jaz tudi tako gledam, ker se mi zdi, da ko greš čez življenje, tudi čez zveze, katere sem recimo je šla, iz vsake sem pač nekaj potegnila. Očitno sem že mogla to, da če si ni zajumno, da bi jaz rekla zdaj pa za nazaj, to pa obžalujem. Ker če bom rekla, da obžalujem, pol obžalujem zdaj sebe takšno, ko sem. Ampak pač ni. Zdaj sem si cool in očitno sem to rabila, vzela sem tisto, kar pač sem mogla in pol šla naprej. Važno, da se naučiš. Ja, da pol pa drugače deluješ. Drugače si ful to lepo povedala, da se pač res obkrožiš z ljudmi, kateri te podpirajo. Pa to pa pol, jaz, ko sem ratala mami, pa sploh to rata, ko imaš fokus čist drugje, enostavno se ti ne da cajta zgubljati z ljudmi, ki ti pijejo energijo ali pa ki imajo kaj z vampiri. Nijem cajta. Škoda. Tam je nekdo vprašanje, ki boste mogoče mogli malo razmisliti. Kaj ste se vedbe naučile iz tega šova? Jaz že vem. Povej. Vem že. Amban. Hočeš. Vmes, ajde. Najbolj glavna stvar, ki sem se jo naučila, je, da sem se začela še bolj videti in spremati kot žensko, ker v primerjavi s prvim sanskim, takrat sem bila še med unimi bolj glasnimi, ker sem se imela potrebo potem, da sem glasna, da se malo ven mečem oziroma da se bolj komentiram. Slej pa sem malo tako, ne rabim, jaz sem zdaj lahko takole, pač kdor me bo videl, dobesedno sem se sprejela na globjem levelu in zato sem ful hvaležna. Tudi tako se mi zdi, da moja mimika in vse to, zdaj se počutim ful ženstveno, ker sem imela čez življenje proces, ker sem bila ful v športu, v košarki, trenerka, tam moraš biti ful moški energiji, da sem bila pač ful, sem se počutila tako, jaz sem ampak zdaj sem tako čisto no, generazem pa gremo. Dober zaključek, ja. Sprejemanje. Zdaj ti še pošljemo enega, ki bo njemu namenjeno, da pride k tebi. Bo prišel sam. Ja. Samo bo namenjeno, ja? Povej, Vanja, kaj si se ti? Jaz sem se naučila, da ne pomagaš ljudem, ki od tebe pomoči niso iskali. Dobro. Ker ti noben ne bo hvaležen zaradi tega, ker ti ne rabi biti, ker si jo sam ponudil.
Na koncu boš pa sam budala izpad. Pa se iztrošiš v bistvu za Ja, dobra lekcija. zelo, zelo In to ne velja samo v osebnem življenju, tudi v službi. posod. Ja. Glih si tam položila. Ja. Isto je v teh, mogoče mama, otroci. Nekaj skozi se nudi neka pomoč, pa Tudi če ni treba, ne? tudi če otrok nekako v nekem obdobju življenja ne išče, ne rab na svetu, pa se še vse en devajo, ne, recimo, pa jih ne rabš, ne. Mogoče misli, da je, mogoče oni mislijo, ali pa ne vem, ful je situacije, no, tudi v realnem življenju tako, ne samo v šovu, da so bile, da sem se res snašla in da to je res ena od stvari, če bi vsi ljudje prakticirali, mislim, da bi bilo veliko. Izgoriš. Ja, tudi ti. Pa opečeš se. Pa opečeš se, ja, pa razočaran si pol nad samim sabo. Ker seveda, če si ti enem pomagal, brez da, zakaj bi ti bil hvaležen? Te bi prosil za pomoč, drugače te en pros. Ja. Ja. Jaz sem se to lekcijo naučila najbolj z mojim bratom. Moj brat je bivši narkoman in pač Okej. z drogo, a ne, mislim, kako se reče, Ja. narkoman, mislim se, junkie, a ne, kakorkoli. Groba beseda, ampak. Ja, oni uporabljajo to besedo zato, ker to je velika stvar. A ne, in zdaj, če sem odvisnik od droge, a ne, je tako mogoče, kdaj lahko zasipanje očmi, a veš, na lepši način gleda se ni tok, ampak je, ne, pač ti, ko si odvisen, ko si odvisnik, se ti cel življenje postavi na glavo in še vsem drugim okoli tebe. In jaz sem se v bistvu na par njemu naučila postavljanje mej in točno tega, da pač če oseba noče tvoje pomoči, če jo ne prosi za njo, Ne moreš. brez veze. Ne moreš. Brez veze. Ja, res je. Tako da, to je zelo pomembna lekcija. Ampak bom se fokusirala na bivši, tako da good job. Da, Ja, zdaj je v komuni že nekaj časa in pač to je čisto, to je wow. Wow, moški. Postaja res wow moški. Tako si tudi jaz želim, da bom jaz imela takega partnerja. No, super. To pa No, lepo ti privoščim. da je srečen konec. Ja. A pa se le začetek, ko razumeš. Ja. Ja, nič. Jaz mislim, da lahko Ja. globokimi misli zaključimo. Jaz imam še eno vprašanje, ful pomembno, Vanja, čeprav si me vikala, pa sem malo jezna na te. Ni bilo namenoma, jaz imam ful to navado. Drugače jaz tudi ful. Ja. A sem te od začetka tikala, pa sem te pol začela vikati. Ja, vmes si preklopila, vmes. Ker smo začeli govoriti. Po mojem tudi nisi prej tikala, si tako Ja. indiferentno govorila, pa si pa, ampak Nisem, vse zato. če se Šimetom razvije karkoli in bo enkrat poroka, a lahko letimo. Ja. To me je samo zanimalo. Ej, jaz bom se še eno Pa stvar bo povedala, veliko ker smo imeli nagradno igro za Nelly Pot, Ja. ful je bilo zanimanja, pa nekaj, tako da 20% kodate, da ima 20 na vse izdelke do konca aprila, smo vam zrihtale, pa mene bojo sponzorji Da, ubili. veš, sem biznismenka. Ja, ampak mene zanima, lej, tle imaš serum, to so nam dali, pač, da imamo v kadru, sem jaz bom zdaj to potalala, kaj bi imele. Ker doma. Drugače, jaz to lahko povem, jaz uporabljam Nelly Pot in to je moj najljubši deodorant že Res? 3 leta. Jaz sem tudi. Veš, jaz pa nisem. To je čisto je naraven, mislim tako, ne, zdaj nisem plačala za to. Ja. Čisto je naraven in res ne naravne smrdiš. sestavine in Tuširaš se, daš gor in to je to. Jaz pač uporabljam ta deodorant Jaz tako. imam tole doma, imaš ti. Parkrat na teden sam. Ja. Sploh ne tako, ja, in nič ne smrdim. Bolano. Pač tako, ful dober. Kaj boste imele? Pa dej gostjama, pust naju. Vse gostov. Maja. Jaz sem to Ne, ti pa še to, pa ti Ona bi nas na poroko, bomo pa odžirale darila. Če pa ne boste imele, če pa ne boš imela placa, Vanja, če pa ne boš imela placa za poroko, pa se spomnim, nami sem jaz dala darila, pa sem meni. Ej, očakmo, to je skupno. Alo, To do moja. Ker me majhno poroko. Ker me je lubrikant, jaz jih imam dosti. Ej, hvala vam za obisk. Mi se še vidimo. Vanja, Moc hvala, veseljem. da si vzela čas pač pri vseh medijskih obveznostih. Ti še prideš, tebe še pokličemo, ker imamo par stvari za Ja, debatirati. ker še druga vprašanja. Tako da, folk, se vidimo do naslednjič. Pa. Čau. Čau. Tisti dnevi v mesecu.